težko kos nalogi, ki je, zato Nova Slovenija ga ne bo podprla. Zakaj težko kos nalogi? Se je pokazal kot ne dovolj strokovno podkovan? V zaslišanju naše poslance, ki so tudi na zaslišanju sodelovali, ni prepričal. Kaj bi moral tak človek v bistvu vedeti, imeti, bom rekla, v rokavu? Gre za zelo specifično področje, ki je v preteklosti zelo zaostalo pri slovenski politiki, zelo zaostajamo, pustimo denar v Bruslju, ki nas dejansko čaka. Zlasti bi mogel pa tukaj biti ne politična izbira prevladovati, ampak predvsem iskanje strokovnjaka, ki ve, zakaj se gre in na kakšen način čim hitreje ta evropska sredstva počrpati. V tem primeru ne bi smele prevladovati samo strankarske preference ali pa kdo koga pripelje, ampak nekaj več. Ampak kadrovska klop Alenke Bratušek oziroma njene stranke se kaže tukaj kot precej kratka, ne? Jaz ne bom ocenjeval Alenke Bratušek, njo ocenjujem sicer kot zelo pozitivno, dobro političarko, ampak mislim pa, da ta izbira ni dobra. Se pa pustim presenetiti. Vsakemu je potrebno sicer dati možnosti, ampak glede na to, da smo mi opozicijska stranka, lahko glasujemo pač tukaj tako, kot dejansko mislimo, ne pa kot glasovalni aparat. Če bi bil kandidat, če nas bi prepričal, ga bi tudi podprli. Je pa pred njim težka naloga in želimo mu vse najboljše. Lahko se sem vprašal za guvernerja, ker sem malo zamudil, če boste Mislim, da bomo prišli do tega. Ja. Če to delno odgovorni za stanje, kakršno je na koheziji, so zdaj zaposleni na generalnem sekretariatu vlade, konkretno gospod Lakota in Tramte. Tramte je trenutno generalni sekretar, gospod Lakota njegov namestnik. Kako pa to komentirate? Kdor je odgovoren, mora za to biti tudi kaznovan, oziroma to kazensko zlasti tudi odškodninsko, politično, kakorkoli gledamo, ne moremo biti ena izmed držav, ki pustimo denar, ki ga bi lahko dobro unovčili za razvoj naše države, pustimo denar v Bruslju dobesedno. To je neodgovorno početje. Takšnih ljudi mi ne potrebujemo. Torej še iskanje novega guvernerja, kakšna bo danes odločitev Nove Slovenije in ali pričakujete, da bo gospod Vasle danes šel skozi parlamentarno sito? Odločitev Nove Slovenije bo sporočena pravočasno, boste videli, kako bomo tudi potem glasovali. Tako da zdaj 5 ur pred glasovanjem pa ne bi tega komentiral. Boste dvignili glasovnice? Časa do tam je še veliko, tako da počakamo. Pa vaše pričakovanje, bomo po več kot pol leta dobili guvernerja ali menite, da bo to mesto še vedno izpraznjeno? Ta pričakovanja, če bi bila odvisna samo od nas, bi vam lahko odgovoril. Tako pa, ker to niso odvisno samo od nas, pa so tudi ostale politične stranke skrivnostne ob tem, pa ne morem napovedati, kakšna so lahko pričakovanja, kajti lahko se popolnoma zmotim. Hvala lepa. Hvala vam.